Dober dan. Živijo, dobrodošla v Hribceloga. Naj pa zanima, kako nastane jogurt. Jogurt nastane tako, da najprej v našo mlekarno sprejmemo mleko. Kaj se dogaja v teh kamionih? Kot vidite, pride mleko s takimi velikimi kamioni. Na dan sprejmemo celo 500 000 litrov mleka in iz tega lahko naredimo do 400 različnih izdelkov, kar je v bistvu zelo veliko. Preden pa mi to mleko sprejmemo v mlekarno, se naredi kar nekaj analiz. To pomeni, da če bi slučajno v mleku bila prisotna kakšna čistila ali pa kakšni antibiotiki, mi tega mleka absolutno ne sprejmemo v mlekarno. No, zdaj bomo šli pa v prostor pasterizacije. To, kar vidite tukaj, to je tak velik paster, kjer pasteriziramo naše mleko, zato da je res varno za uživanje. Če želimo izdelati jogurt, moramo pa to mleko najprej segreti na 90 do 95 stopinj, potem pa ohladiti na primerno temperaturo za mlečno-kislinske kulture. Takole dodamo kulturo, tako zmrznjeno, notri v posodo za kulturo in zato naš jogurt v bistvu sploh nastane. Zato, da dobimo jogurt, grejo naše mlečno-kislinske bakterije na nek lepotni spanec, bi lahko rekli. Zato, ker to traja kar nekaj časa. In v tem času se zgodi prava čarovnija, ker mlečno-kislinske bakterije pojedo sladkor, laktozo v mleku in potem nastane mlečna kislina. Zato tudi v jogurtu čutite tak kiselkast okus. Zato, ker pa smo ljudje zelo različni. Tudi mi izdelujemo zelo različne vrste jogurtov. Kako diši ta svež jogurt? In je dober. Ja, podoben okus kot v trgovini ima, samo da je še malo bolj Svež. Ja. A ni to ena čarovnija, da iz enega mleka dobimo tak čudovit jogurt? No, sedaj, ko smo poskusili čisto svež jogurt, pa gremo v polnilnico, kjer se ta svež jogurt polni v najrazličnejše embalaže, najrazličnejših okusov. No, tukaj na tem kolutu je v bistvu ta embalaža, iz katere naredimo končno embalažo in v to embalažo napolnimo jogurt. In tukaj lahko vidite, da se najprej naredi ta tetrapak, potem se embalaža sterilizira, vanjo napolnimo naš jogurt, ki smo ga prej probali, potem pa se zapre s pokrovčkom in v bistvu, če pogledate tukaj dol, so že naši končni izdelki, naši jogurti, ki potem potujejo po traku naprej. No, za konec naše poti si boste pa lahko zamešala vsak svoj jogurt. Najrazličnejših okusov, borovnica, jagoda, gozdni sadeži. V kateri posodici pa je borovnica? Borovnica je v tej posodici, potem tukaj imamo gozdne sadeže, tukaj imamo pa jagodo. To so v bistvu kot nekakšne marmelade, tako res pravo sadje, zelo dobre kakovosti, tako da si ga lahko zamešate skupaj, tako kot bi si doma zamešala sadje v jogurt. No pa začnimo. V katero posodo pa mešam? Ti si daš lahko tukaj jogurt brez laktoze, zliješ tukaj notri. Kolikor jogurta želiš, daš tukaj notri v tole posodo. Vidiš, da je tak lep kremast jogurt, tako da si ga daš, kolikor misliš, da ga boš pojedla. Kateri okus si boš pa ti izbral? Gozdni sadeži. Gozdni sadeži, evo tukaj imamo gozdne sadeže. Tako, tukaj jogurta si izbrala. A ga dava še malo? Mogoče ga lahko dava še malo. Katero okus si boš pa zbrala ti? Jaz sem borovnico. Ti si boš zbrala pa borovnico, evo, Pa super. damo tega Lahko še not. jaz ena Po želji. Tako, evo ti pa vzameš. Izvoliš, Dička. A je kakšno pravilo, koliko damo noter paste? Ja, mi ponavadi to preračunamo, glede na hranilne vrednosti, kakšne želimo, da so naše vrednosti sladkorjev, pa tudi potem je zelo pomembno glede na okus, tako da mogoče lahko zdaj nehaš, pa poskusiš z metico zmešati, pa boš videl, če ti okus odgovarja. Glej, tvoj je že tak ful lep. A imamo tudi pokrovček za to posodico? Ja, tako. Kdaj pa nehat nalivati? Evo, stop. Čist polno. Tako, evo, pokriješ in to je tvoj jogurt. Bom dala še vmes eno plast. Bravo. Jaz mislim, da te lahko zaposlimo. Tako. Evo, super. Pa še eno plast. Ja, sej bo. Bo kar tako mešan. Martin, si zadovoljen s svojim okusom? Ja, zelo. Da vidim. Bravo, Martin.
Tako pa boš lahko odnesla domov. Evo, pa zapreš.